Boris, zdaj pa spet žeješ, ne? Zažnitešče, ne? Evo ga, pole smo zaštartali kombajn za soseda, žejemo koruzo za siliranje. To je ena med slabšimi ivim. Zakaj pa med slabšimi nivi? Je zato jaka mokra. Leto se bo preveč padavin. Kaj pa glede vlažnosti, kak kaj kaže? Vlažnost je 30, kar je kesno sjana. Poraba trenutna? 57 litrov. Malo je mokr, budn tudi. Koliko se pa kaj pelamo? Zdaj se peljamo 6,8. Lahko bi se več peljali, ampak se nam ne vidi. Tako, zdaj smo vzeli enega iz najslabšega dela njive, zdaj bomo pa pogledali, kaj se tukaj kaže, ko je malo boljše. Enega zberemo, evo ga recimo ta. Evo ga, tukaj pa v bistvu se vidi razlika, ki je bilo dobro, ki je pa malo slabše. Tukaj je malo bolj prepustna tla, so tukaj, tako je v bistvu tudi pridelek, pač glede na to, da je bilo mokro leto boljše. Evo ga, razlika. Ej, tak mali traktor pa taka prikolica, koliko to gre? A gre? Gre. No je. To sezono pa drug traktor, ne? Na tem šrotarji, koliko to gre kaj? Ja, tako je, končno si je šrotar preboril en malo jači traktor, tako da v bistvu letos malo hitreje vse skupaj gremo. Gre z lahkega poltera. Tako je bolj z lahkega. Kako pa imaš zdaj obrate kardanov, kako to gre? Pa recimo tam na 650 obratov na kardani vrtimo, pa ene 1800 na motorji. Vredi recimo tam okoli 15 litrov poraba, čisto sprejemljivo. Ko bi lahko imel na tavžent obratov? Pa na tavžent obratov je bolj problem, zaradi tega, ker fejs bolj piha in pač bolj se skozi bolj praši. Pa tudi problem je, ko čim spustiš več mase noter, je že za mlin malo preveč. Tako da smo ostali na teh obratih nekako. Kaj pa vlažnost je prava koruza ali kak je? Ja, vlažnost je 30%, tako da je glih prav. Kako pa kaj hitro, zdaj to prikolico novo imate tudi, kako to, 1 ura, 2, 3? Prikolica je približno tam 1 uro, okoli 1 ura. Recimo mlin pobira tam okoli 20 kubikov na uro. Tako da malo čez urca pa je. Tak, dobrih 50 ton zrnja je že zdrobljenega. Čakamo novo furo. Silozo je naš storti, ko ga že itak vsi poznamo. Z njem vse tlačimo. Potem je pa tukaj tajači Landini 175 kovinski, kar rabi mlin kar dost energije. Vidim, da je kar fino zmljeta tudi koruzo, ne? Ja, kar to fino nimaš kaj, preblejeno, v bistvu važno je, da so vsa zrna zdrobljena. Na naši kmetiji zelo pomemben del obroka koruzni šrot. Veliko energije, pa tudi ker se nič ne poslužujemo koruzne silaže, v bistvu vse gre v koruzni šrot. Kaj pa una soja, ko smo jo takrat obdelovali? Kaj te pa s to sojo naredili zdaj? Ja, v bistvu situacija je taka, da soja pa en del koruze še ni dovolj zrel. Tako da bo v bistvu tisto prišlo čez kak teden ali pa 14 dni bomo poželi, pa bomo pol na koncu na vrhu dali še tisto ostalo koruzo pa nekaj soje. Ej, kaj pa to, da imate zdaj malega pripetega Landinija namesto tavrga? Ja, v bistvu je fora v tem, da mi rabimo več konjev za gnati mlin, tako da smo v bistvu malega zapregli za fligelco. Nismo vedeli, kako se bo obnesel, če bo vlekel, če ne bo vlekel, ampak zdaj v bistvu vidimo, da tudi skupom nadevano brez problema potegne
tako da je rešena zadeva, ni panike. Je pa res, da pa ne smeš na preveč moker teren zapeljati, pa bi pa verjetno hitro bilo konc. Kako pa to, da imate sam ta silo, skoritost, druge imate pa tako proste? Ja, v bistvu pri šrotu je problem, da ful leze na razen, ne. In prej včasih smo delali brez sten, ampak je bil problem, ker je vse lezlo in pol ne moreš v redu potlačiti za robom. Drugače pa pomembno je, ko tlačiš ta silos, da ga res potegneš tako v eno stran, da dol pol voda teče, ne. Pri drugih silosih ni to problem, pri koritostih pa obvezno. Dan gre proti konci, mi sicer še nismo zaključili, prišli smo zdaj na nivo, ko je v bistvu bil problem spomladi, je bilo v bistvu premokro, mi smo tudi malo kasneje sijali in takrat je bilo tisto obilno deževje, zaradi tega smo pač tudi en del te njive primorani bili, da smo pač šajbali, zdaj bomo pa v bistvu tudi detlo posijali tukaj. Enostavno je bilo premokro, no. Drugače pa je tukaj zemlja tudi že v bistvu zelo težka sama po sebi, bolj glinasta in je v bistvu vsako bolj mokro leto problematično tukaj. Sicer imamo odvodnjavanje, je bil pa problem, ker spomladi, ko je bilo mokro, nismo mogli tega pač v bistvu dovolj globinsko obdelati in zato je potem tudi posledično zastajala voda. Je pa tudi res, da v bistvu naša kmetija obsega od čisto peščene zemlje pa tudi do nasprotno, se pravi glinastih tal. Tako da v bistvu vsako leto, čeprav so različna leta, imamo v bistvu nek poprečen pridelek na vseh površinah, no, če se tako gleda. Se pravi, pač v letošnjem primeru je bilo so bili veliko boljši pridelki na peščenih tleh, se pravi, ker je bilo veliko padavin, sploh čez poletne mesece. V nasprotnem primeru, se pravi v sušnih razmerah, pa se take njive obnesejo zelo dobro. Pa sami pridelki letos pri nas kažejo tam od 8 ton pa do recimo 12 ton zrnja po hektaru, kar se mi zdi, da je v bistvu zadovoljivo za tako leto. Bomo pa videli, kako pri nas na drugo leto. Kdo je prši, ej? Kaj si, naš montažer, evo ga. Servus. Ino. Evo ga, prši je pogledati, kaj se dogaja, ne? Treba v kontrolo prijeti, če dela, je pobija, da imel kje zamontirati. Da vidimo, če bomo v redi posneli, nekaj ponovati, pol je on zadnji ta glavno, ko pove, če je dobro ali ni. Ponovati nekaj skozi jamraš, ne? Nečno jamram, veš kaj? Včasih treba jamrati, da pol oni bojiš tako. Tako. Ja, trudimo se pa vsi, ne? Zmer je en napredek, ne, gori. Ja, tako, evo, še telica se je strinjala. Evo nas tukaj snemalno ekipo, danes smo dobro opremljeni. Servus. Z nami je Primož, jaz sem, v kombajnu je še Leon, kombajnist Boris, pa moj ate doma tudi dela na silozi. Tako da v bistvu ekipa danes zelo dobra, tako da pričakujemo dober video, ne? Itak, zdaj pa ni. Tako. Kabina slabo dihta, pa so more. Ne sme dihtati, ja. Slabo dihta, ti boga crkne, ne. Znači na kombajn fredirbalo. Zakaj? Ja, jaki klasi. Ajde! Kjer ga bačim za grabo. Ko mi dala maljega gor, velikega pa dol, ne. Liki dan zamazan, ne. Prej zelo bo en štrudel, ne? Ej, kak je bil? 3 samo, kaj? Kak je bil štrudel, ne? Štrudel je bil odličen, samo kam je enega maček Ja. Drugače je pa zmeram štrudel pri žetvi, ja. To je moj zaščitniški znak na olimpijskih igrih 83 Vučko v Sarajevi. Tako je.